nad vsako silo in oblastjo, nad vso naravo in sleherno stvarjo, nad vso modrostjo in vsem, kar človek zna. Bil si in si še vladar vsega. Nad vsako slavo in častjo, nad vsakim čudom, ki vidi ga oko, nad vsem bogastvom zakladi tega sveta. Bil si in si še vladar vsega. Križani, v smrt si šel za me, hladen grob, zavržen, zapuščen, kakor cvet, v zemljo poteptan in še tedaj si ljubil me nad vse. Nad vsako silo in oblastjo, nad vso naravo in sleherno stvarjo, nad vso modrostjo in vsem, kar človek zna. Bil si in si še vladar vsega. Nad vsako slavo in častjo, nad vsakim čudom, ki vidi ga oko, nad vsem bogastvom zakladi tega sveta. Bil si in si še vladar vsega. Križani, v smrt si šel za me, hladen grob, zavržen, zapuščen, kakor cvet, v zemljo poteptan in še tedaj si ljubil me nad vse. Križani, v smrt si šel za me, hladen grob, zavržen, zapuščen, kakor cvet, v zemljo poteptan in še tedaj si ljubil me nad vse. Kakor cvet, v zemljo poteptan in še tedaj si ljubil me nad vse. Draga cerkev, bratje in sestre, praznujemo veliko noč. Čansko se spominjamo, da je Jezus prišel na ta svet in umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih. Čeprav mogoče v malo drugačnih okoliščinah, ko se ne moremo zbrati vsi skupaj, tudi Jezus je vstal. Nihče ni mogel zaustaviti njega, da ne bi umrl za nas, ker nas ljubi
ker nam ponuja večno življenje. Zato izkoristimo te velikonočne praznike, da se veselimo in zahvaljujemo našemu Bogu, ki nas ljubi in je poslal svojega sina na ta svet, da vsak, kdor veruje vanj in ga sprejme za svojega zveličarja, ima odpuščanje grehov, ima večno življenje. Naj bodo ti velikonočni prazniki, kljub drugačni situaciji, prazniki zahvaljevanja in dovolimo, da Bog v svoji moči, da v moči Jezusovega vstajenja dela čudeže med nami in dajmo njemu vso slavo, čast in hvalo. Amen.
Danes se spominjamo s kristjani po celem svetu, kako je Jezus umrl na križu, da bi nas odrešil. Čeprav se zaradi koronavirusa ne moremo srečati za največji krščanski praznik, Veliko noč, smo v tem večeru vseeno povezani po domovih. Božja ljubezen, ki jo je ljudem izkazal Jezus, nas povezuje tudi takrat, ko smo fizično ločeni. V Rimljanom 5:8 beremo o tej ljubezni naslednje. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. To je sporočilo največje ljubezni. Jezus je umrl za nas že takrat, ko smo bili še grešniki. Haleluja, si hvaležen Bogu za to. Ko v Svetem pismu, v evangelijih beremo o Jezusovih zadnjih dneh, lahko vidimo, kako je to bil zares temen in žalosten čas. Na prvi pogled se nam mogoče zdi, da je to bila zgodba velikega razočaranja. Toda v evangelijih jasno vidimo, da križ ni mesto razočaranja, temveč je križ mesto največje zmage. Na križu je Jezus zmagal največji boj vseh časov, ko nas je odkupil in osvobodil vezi greha. Vabim vas, da sedaj skupaj prehodimo to zgodbo in si pogledamo, kaj vse je Jezus pravzaprav šel skozi, da bi mi lahko pripadali Bogu. Prva stvar, ki jo je Jezus doživel, je bila izdaja njegovega lastnega učenca, Juda Iškarijota. Čeprav je Jezus bil z Judom več kot 3 leta, ga je Juda vseeno izdal. Z njim je doživel neverjetne stvari in to ga očitno ni povsem prepričalo. Vseeno je Juda izdal Jezusa, čeprav je videl, kako je Jezus ozdravljal bolne, hranil lačne, obujal mrtve, toda na koncu se je vseeno odločil, da Jezusa izda za pičlih 30 srebrnikov. Zgodovinarji pravijo to, da v tistem času ta vsota denarja ni bila veliko. Judu je bilo vredno življenje Božjega sina le teh 30 srebrnikov. Kolikokrat lahko tudi mi izdamo naš odnos z Jezusom za nekaj nepomembnega? Tudi mi lahko zanemarimo odnos z Božjim sinom, da pridobimo mogoče nekaj majhnega v tem svetu. Včasih za nas sploh ni potrebno veliko, da čisto pozabimo na Jezusa in naredimo v svojem življenju kompromis. Druga stvar, ki jo je Jezus doživel, je bilo trpljenje na vrtu Getsemani. Jezusovo trpljenje se ni začelo na križu, temveč že prej na vrtu Getsemani. Jezus je tam začel čutiti težino greha celega sveta. S tem se je boril v molitvi in molil k Očetu, naj gre ta kelih, če je mogoče, mimo njega. Jezus je s tem prosil Očeta, naj poišče kako drugo opcijo, če je le mogoče. Zavedal se je, kako grozno bo trpel in vedel je, kako težko breme bo moral nositi, ko bo ponesel grehe celotnega sveta na križ. Toda vseeno je v molitvi dejal, naj se zgodi Očetova volja in ne njegova. V Luki 22:44 beremo, ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Jezus se je s tem boril v molitvi tako zelo, da se je njegov pot spremenil v kri. Dvomim, da je to že kdo od nas doživel. Toda znanstveno je dokazano, da lahko človek znoji kri, ko je v izjemno velikem duševnem in čustvenem trpljenju. Jezus je že na vrtu Getsemani grozno trpel, da bi mi lahko po veri vanj bili rešeni večnega trpljenja v peklu. Kako veliko breme je bilo tam naloženo nanj, da bi mi lahko bili razbremenjeni teže greha. Tretja stvar, ki jo je Jezus doživel, je bilo to, da so ga zapustili vsi učenci. Ko so oboroženi možje prijeli Jezusa in ga odvedli na sojenje k velikemu duhovniku, so Jezusa zapustili vsi učenci. Razbežali so se, ker jih je bilo strah. Tudi Peter, ki je močno obljubljal Jezusu, da ga ne bo nikoli zatajil, se je izneveril. Jezusu
in ga v eni noči 3-krat zatajil, še preden je petelin zjutraj zapel. V Luki 22, 61 beremo, da v trenutku, ko je petelin zapel, se je Jezus ozrl na Petra. Jaz sem prepričan, da je Jezusa zabolelo srce, ko je videl, kako ga je tudi njegov najbolj predan in vnet učenec zatajil ter zapustil. Jezus je ostal čisto sam. Ko bi najbolj rabil podporo svojih prijateljev in učencev, so ga vsi zapustili. Kasneje je Jezus odpustil svojim učencem in jih sprejel nazaj. Jezus je tudi nam odpustil vse naše zavrnitve. Tudi če smo ga večkrat zatajili pred drugimi in zavrnili njegovo ljubezen, nam Jezus še danes odpušča. On nas še danes sprejema z odprtimi rokami. Četrta stvar, ki jo je Jezus doživel, je bilo to, da je bil obtožen po krivem. Izraelske starešine in veliki duhovnik so Jezusa obtoževali po krivem. Na njem niso mogli najti nobene napake in so začeli pozivati lažne priče. Ker še vedno niso mogli dokazati, da je Jezus kriv, so ga na koncu po krivem obtožili. Tedaj so mu začeli pljuvati v obraz in ga tolči s pestmi. Sramotili so ga in ga preklinjali. Ko so ga tako udarjali, so mu govorili: "Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril?" Človeka, ki je ljubil svoje sovražnike. Človeka, ki je v svojem življenju samo pomagal drugim. Človeka, ki je bil nasmejan in ljubeč, so udarjali in pljuvali nanj. Obraz Božjega Sina so začeli zlorabljati in se znašati nad njim. Si predstavljate, kako veliko bolečino je moral Jezus občutiti v srcu, ko so ljudje, ki jih je prišel rešiti, pljuvali v njegov obraz, ga udarjali, preklinjali in po krivem obtoževali. Jezus je bil samo tiho in ni odprl svojih ust. Vse to je v hudi bolečini sprejemal. Danes pa nam Jezus stoji ob strani in nas brani, ko nas hudič obtožuje. Čeprav smo mi bili proti njemu, je on še vedno za nas. Danes on stoji za nas in nas v svoji veliki ljubezni podpira in ščiti. Peto stvar, ki jo je Jezus doživel, je bilo grozovito bičanje. Potem so Jezusa odvedli do Pilata, ki je bil takrat rimski upravitelj v deželi. Pilat ni mogel najti nobene krivice na Jezusu in ga je hotel oprostiti. Toda množica je še naprej pritiskala na Pilata, naj ga da križati. Čeprav jim je dal na izbiro za pomilostitev morilca Barabo ter Jezusa Kristusa, so raje izbrali upornika Barabu. Pomilostili so kriminalca, namesto da bi izbrali pravičnega Božjega Sina. Nazadnje je Pilat vseeno popustil pritisku množice, ki je vztrajno zahtevala Jezusovo smrt. Jezusu je najprej dosodil kazen bičanja, potem pa še križanja. Rimski vojaki so Jezusa bičali z biči, ki so vsebovali ostre kose železa. To je bilo izredno boleče, ko so ti kosi trgali ven meso. Jezus je utrpel hude rane, da bi po njih mi lahko bili ozdravljeni. Vojaki so v njegova senca zarili trnjavo krono in ga udarjali s palicami, pljuvali so vanj in ga zasmehovali. Poklekali so pred njim in se pretvarjali, da ga častijo. Jaz si sploh ne morem predstavljati tega groznega trpljenja. Kako boleče in hkrati ponižujoče je bilo to bičanje. Jezus pa je vse to prenašal, ker nas je tako zelo ljubil. In šesta stvar, ki jo je Jezus doživel, je bilo križanje. Tudi groznih bolečin križanja si danes težko predstavljamo. To je v tedanjem času bila najhujša kazen, ki je bila namenjena le za največje zločince. Jezusa so na hribu Golgote položili na lesen hlod, iztegnili njegove roke in jih z dolgimi in debelimi žeblji pribili na les. Te čudovite roke, ki so se dotikale in ozdravljale gobavce, slepe, hrome, bolne. Te prelepe roke,
ki so hranile lačne in služile ljudem, so zdaj uničili in pribili na križ. Vzeli so tudi njegove noge in jih pribili na križ. Namesto Jezusa bi mi upravičeno in zasluženo tam viseli na križu, kajti vsi smo že pregrešili. Toda Jezus je prevzel naše mesto in namesto nas šel na križ, da nam več ne bi bilo potrebno trpeti kazni za greh. Ko je tako visel na križu in na sebi nosil breme greha celotnega človeštva, je začutil, kako ga je nebeški Oče zapustil. V resnici mu je ta teža greha preprečila, da bi še naprej bil povezan z Očetom. Takrat je zaklical z močnim glasom, beremo: moj Bog, zakaj si me zapustil? Si predstavljate, kako težko je bilo Jezusu, ko je ostal čisto sam? Ne samo, da so ga zapustili njegovi prijatelji in učenci, zaradi greha se je od njega moral oddaljiti tudi nebeški Oče. Do tega trenutka se nam zdi vse skupaj kot ena velika zgodba razočaranja in trpljenja. Kot zgodba, ki ne more imeti srečnega konca. Toda križ ni bil mesto razočaranja. Križ je mesto največje zmage. Ta zgodba ima najboljši konec vseh časov. Čisto na koncu, preden je umrl, je Jezus zaklical z močnim glasom: izpolnjeno je. Jezus je vedel, da je njegovo delo dokončano. Vedel je, da je izpolnil svoje poslanstvo. Takrat je izročil svojega duha Očetu in izdihnil. V Mateju 27:51 beremo, da se je v istem trenutku pretrgalo zagrinjalo v templju. To zagrinjalo je bilo postavljeno okrog najsvetejšega dela judovskega templja, kjer je prebivala Božja prisotnost in slava. Človekova neposlušnost, sebičnost, z drugimi besedami naš greh, je bil kot pregrada med človekom in Bogom. Zato človek ni imel dostopa do Boga. To pregrinjalo v templju je predstavljalo oviro greha, ki nam je preprečeval, da bi lahko prišli do Boga. Toda Jezus je opravil z grehom enkrat za vselej. Odplačal je to visoko kazen za naš greh in nas odkupil. Le smrt pravičnega Božjega Sina je lahko odplačala visoko kazen za naš greh. Jezus je umrl, da nam več ne bi bilo potrebno večno trpeti. Njegova sveta kri je morala biti prelita, da nam več ne bi bilo potrebno umirati v grehu. Njegova pravična kri nas čisti vsakega greha, pravi Sveto pismo. S tem nam je Jezus odprl pot do Boga in omogočil pravi odnos z živim Bogom. V istem trenutku, ko je Jezus umrl, je sam Bog pretrgal to pregrinjalo in s tem sporočil človeštvu, da je zdaj povsem odprt dostop do njega. O Jezusovem delu na križu beremo v 1. Petru 2, 23 do 24. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja. Ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les ali križ, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Jezus je ponesel na križ naše grehe, da bi mi grehom odmrli in začeli živeti novo življenje v pravičnosti. Jezus nam je s svojim delom na križu odprl pot do Boga in zdaj lahko po veri pristopimo do nebeškega Očeta. Preden po veri v Jezusa doživimo odrešenje in ga sprejmemo v svoje srce kot osebnega odrešenika, smo obsojeni na večno smrt, smo Božji sovražniki, prekleti zaradi greha, ločeni od Boga, izgubljeni, zvezani z grehom in brez vsakršnega upanja. Jezus je vzel te stvari in jih pribil na križ. Prej smo prebrali v 1. Petru, da je Jezus ponesel greh in vse posledice greha s sabo na križ.
Te stvari so bile tam premagane in nas več ne vežejo. Tam je z njimi opravil enkrat za vselej. Če verujemo vanj in več te stvari ne veljajo za nas. Za nas velja nekaj čisto novega. Imamo novo identiteto v Jezusu Kristusu. Sveto pismo pravi, da smo zaradi Jezusove zmage na križu zdaj oproščeni, odrešeni, ljubljeni, Božji otroci, sveti, brezmadežni, sprejeti, obnovljeni, dediči nebeškega kraljestva in osvobojeni vezi greha. To je Jezus naredil za nas na križu. Zmagal je največjo bitko, zato da bi ti in jaz lahko živela prav na takšen način. A ni to čudovito? Hvala Bogu, da je poslal svojega edinega sina, da bi jaz in ti lahko živela na tak način. Kakšen privilegij je resnično poznati in doživeti Jezusa Kristusa. Križ ni mesto razočaranja in poraza, ne. Križ je mesto največje zmage, ki jo je za nas pridobil Jezus Kristus. Križ je mesto, kjer se je izpolnila največja Božja obljuba odrešenja. To je mesto, kjer nas je Jezus odkupil in ponovno povezal z Bogom. Nažalost, pa je še vedno danes za mnoge ljudi križ mesto razočaranja. Mogoče je za njih križ mesto, kjer je umrla samo neka znana zgodovinska osebnost. Za mnoge križ še ni postal mesto zmage, ker še niso sprejeli Jezusove ljubezni in odpuščanja. Za ljudi, ki pri Bogu iščejo samo nekaj sebičnega, da bi potešili njihove želje, križ ne pomeni prav nič kaj veliko. Če v Jezusu iščemo le neki materialni blagoslov, potešitev želj in rešitev naših problemov, bomo ostali razočarani. Če pa pridemo do križa in ugotovimo, kaj je pravzaprav Jezus tam pretrpel in naredil za vse nas, ter ga preprosto prosimo za odpuščanje naših grehov, bomo doživeli nekaj izjemnega. Doživeli bomo Jezusovo neizmerno ljubezen, ki jo je izkazal prav na tem križu. Takrat bo za nas ta križ postal najlepše mesto na svetu. Za nas bo postal mesto, kjer smo se srečali z našim Gospodom Jezusom in po veri postali Božji otroci. Želim, da v naslednjih trenutkih razmisliš o vsem tem. Kaj Jezusov križ pomeni zate? Je križ zate mesto zmage ali še vedno mesto razočaranja? Si že doživel to Božjo obljubo odrešenja in se osebno srečal z Jezusom na tak način? Če še nisi, je danes najboljša priložnost, da to storiš. Enostavno pridi pred Boga v molitvi in ga prosi s tvojimi lastnimi besedami, naj Jezus tudi tebe očisti vsakega greha in te naredi za Božjega otroka. Preprosto povabi Jezusa v tvoje srce in ga prosi, naj postane tudi tvoj Gospod. Rad bi zdaj molil za vse tiste, ki ste mogoče razočarani nad Bogom. Morda ste imeli svoje pričevanja in predstave, kaj mora Bog storiti v vašem življenju. Bog jih mogoče ni izpolnil na tak način in ostali ste razočarani. Zato bi rad molil v tem večeru, da bo križ tudi za vas postal mesto zmage, kjer se je izpolnila največja obljuba. Bog si želi, da se boš resnično srečal z Jezusom in se bo tvoje razočaranje spremenilo v največje veselje. Kajti križ ni mesto razočaranja, temveč mesto zmage in veselja. Amen. Združimo se v molitvi. Nebeški Oče, hvala ti, da nas tako zelo ljubiš, da si na ta svet poslal svojega edinega sina Jezusa. Hvala ti, Gospod Jezus, da si ti šel do konca, da si šel skozi vse to trpljenje, da bi mi lahko živeli, Gospod. Hvala ti, dragi Bog, da si šel skozi grozne muke, Gospod, ko so te zasramovali, ko so te po krivem obsojali in obtoževali.
Hvala ti, Jezus, da si dovolil, da so tvoje roke, te čudovite roke prebodli tvoje noge, te razpeli na ta grozen križ, kjer si pokriven umrl za nas. Hvala ti, Gospod, da si šel do kraja in da si na koncu rekel, izpolnjeno je. Gospod, mi vemo, da si ti vse opravil za nas na križu. Kajti ta zavesa, ki je preprečevala ljudem dostop do Boga, se je pretrgala in zdaj imamo popoln dostop. Gospod, prosim te v tem trenutku za vse tiste, ki v svojem življenju doživljajo razočaranje s tabo, ki še mogoče niso doživeli tega, kaj imaš ti v načrtu za njih, tvoje ljubezni, tega upanja, Gospod, ki si ga ti pripravil za njih. Prosim te, Gospod, da te spoznajo, da se njim ti razodeneš prav zdaj, Gospod, da doživijo to ljubezen, Jezus, to upanje, ki ga ti daješ. Moj Gospod, prosim te, ti se njim prav zdaj razodeni. Jezus, ti pridi v njihova srca, ko te prosijo, ko te povabijo k sebi. Očisti ves greh, obnovi vse. Gospod, odstrani vse, kar ni po tvoji volji. In daj, Gospod, da bi vsi mi doživljali zmage s tabo naprej. Gospod, daj, da se zavedamo, prav vsi, Jezus, da je križ ni mesto razočaranja, ampak je tvoj križ mesto največje zmage, to najlepše mesto, kjer si za nas umrl, kjer si za nas pridobil zmago, da mi lahko s tabo kraljujemo in imamo večno življenje. Hvala ti, Gospod, za tvoj križ in za tvoje delo, ki si ga ti upravil za nas. In želimo se v tem času spominjati na vse to in reči, hvala ti, Gospod. Amen.